Se spominjate leta 2006, ko je na trg zapeljal tale Civic s trikotnimi izpuhi, s kljukami v obliki raket in z notranjostjo, ki je dejansko bolj futuristična od tiste v komandnem stolpu vesoljske ladje Enterprise. No, jaz se ga spominjam, ker me je takrat ta avtomobil navdušil in sem si ga kupil. Tale je dejansko moj. No, ampak ta avtomobil je sedaj preteklost, ker je na trg zapeljala nova generacija. In kaj pričakujem od nje? Enake pozitivne lastnosti in odpravo kakšne malenkosti, ki me je pri tem še motila. Pa jim je uspelo? Večinoma da, ne pa povsod. Tudi 9. generacija ostaja med najbolj prostornimi predstavniki v razredu, prtljažnik še vedno ponuja krepko preko 400 litrov prostornine, naslonjali se še vedno zložita enostavno takole do povsem ravnega dna, oziroma se sedali dvigneta z eno potezo in dobimo tule znotraj dovolj prostora za kakšen ogromen fikus ali pa psa. Notranjost ostaja malce posebna, je pa bolj umirjena, da bo všeč tudi zadržanim. Všeč mi je še kakovost izdelave, ki je na precej višjem nivoju od prejšnje, kjer je kakšna stvar zaškripala, pa ne bi smela. No, tule se vam to ne bo zgodilo. Všeč mi je še, da tule ni več gumba za zagon motorja, ki razen estetske druge funkcije sploh ni imel, ni mi pa všeč ta volan. Res, da je lepo prijetno debel, je pa po premeru precej večji od prejšnjega, pa bistveno manj direkten je. Velik volan dobi smisel, ko se boste s Civicom zapeljali. V tej novi generaciji je bolj umirjen, bistveno bolj mehak in udoben, prav nič športa ni več. Sicer se pelje dovolj dobro, ampak mnogo bolj umirjeno. Še vedno pa se sedi previsoko, ker je tule pod menoj rezervoar za gorivo in še vedno je zadnje steklo predeljeno. Zgornja šipica je sedaj večja in ima celo brisalec, ampak registrske tablice avtomobila, ki vozi za vami, še vedno ne boste videli. Tudi motor je malenkost boljši, nekaj dodatnih kilovatov moči se ne pozna in tudi poraba goriva ni bistveno manjša, mimogrede, brez težav okrog 5,5 litrov, je pa precej bolj tih in precej bolj živahen pod 2000 vrtljaji. Majhni porabi pripomore še indikator prestavljanja, način Eco, ki prilagodi delovanje klimatske naprave in menjalnika, ter sistem Start and Stop. A še to, menjalnik ostaja vrhunski, tako natančnih hodov ne dobite praktično nikjer. No, tule v notranjosti mi nista všeč še dve stvari. Prvo je tale zaslon, ki ima dvojno steklo in se v takšnem lepem sončnem vremenu nanj sploh ne vidi. Drugo pa je pomikanje po potovalnem računalniku, ki je mnogo bolj zakomplicirano, kot je bilo prej. Sicer malenkosti, a vseeno. Civic s to obliko in s temi izbuljenimi zadnjimi lučmi ostaja posebnež. Je pa očitno Honda vseeno ugotovila, da kupci bolj cenijo nekoliko bolj umirjen dizajn, ekonomičnost in prostornost. Na športne vozne lastnosti Hond iz 90-ih let sem pa moral pozabiti jaz že pri svojem.